Žiga, čestitke za naziv športnika leta Kajakaške zveze. Kaj to pomeni pri tako rosnih letih? Težko opišem take trenutke, ker mislim, da jih je res treba doživeti, ampak če bi recimo začel na začetku, bi rekel, da je res ena velika želja, en velik cilj izpolnjen. Nisem prepričan, ampak mogoče sem tudi edini, ki je osvojil ta cilj vzporedno z najboljšim mladincem leta, kar mogoče je še en zgodovinski dosežek. Vsi vemo, da me to kar zelo zanima, zgodovinski dosežki in statistike in podiranje rekordov, tako da sem ponovno zelo vesel. Dejali ste, da vas zanimajo zgodovinski dosežki. Kateri je naslednji, na katerega ciljate? Bom kar začel s tem, da biti drugi najmlajši svetovni prvak, ker ta prvega mislim, da sem že zamudil, nisem pa prepričan, ampak ja, najprej bo treba veliko dela opraviti na suhem, v vodi, zdaj v mrzlih temperaturah, v nizkih temperaturah, ampak ja, ta statistika me kar zanima, ampak preden bom dejansko šel pogledat, bom mogel še veliko treningov narediti. Mogoče še pogled zdaj v to končano sezono. Katerega trenutka se najraje spominjate, glede na to, da uspehov je bilo tako v eni kot v drugi kategoriji res ogromno? Najraje se spominjam zagotovo svetovnega prvenstva mladinskega v Liptovskem Mikolažu. Nekako vem, koliko truda sem takrat vložil, koliko dobro sem se takrat pripravil, kakšne vožnje sem takrat pokazal, ampak mogoče najboljši občutek je bil pa vseeno v Tacnu na domačem evropskem prvenstvu. Res veliko gledalcev in vsi prijatelji, vsa družina je bila tam, punca, vse je bilo, vsi smo bili na kupu in vsi smo se zelo veselili tega verjetno mojega najlepšega dne, čeprav zadnje čase jih je kar veliko. Mogoče samo še to, ste že začeli s treningi za novo sezono, kdaj začnete oziroma kako ste si začrtali mogoče za 2025? Moj plan za leto 2025 se je že začel. Letos nisem imel neke veliko pavze, ker mi to niti ni pasalo oziroma sem čutil neko potrebo po gibanju že takoj po sezoni, ampak ja, zdaj pa že kar dober mesec treniram tudi na vodi, opravljam veliko število treningov, veliko ur. Za sezono je plan mogoče letos rahlo drugačen kot lansko leto, ampak to zgolj s tega vidika, ker bom verjetno že preselekcioniran v člansko ekipo v kanuju in bodo cilji mogoče rahlo drugačni, ampak ja, zagotovo pa temelji ostajajo enaki.